Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Med najzanimivejše knjige s tematiko planinstva in alpinizma vsekakor sodi delo Križ čez Nepal, ki je nedavno tega izšlo pri založbi Buča. Avtor te zanimive knjige je eden najuglednejših slovenskih alpinistov, legenda, kot ga poimenujejo poznavalci, ki ostaja tudi po praznovanju 70-letnega življenjskega jubileja, še vedno, kot sam pravi, zaljubljen v Himalajo. Viki Grošelj, pozdravljeni v našem studiu, dobrodošli. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem gledalcem. Še vedno zaljubljeni? Ja, še vedno. In lahko rečem, da z enako intenzivnostjo. V Nepalu sem bil več kot 50-krat, ampak če se zdaj spomnim, da letos maja spet odhajam na pot v meni tako drago deželo, vidim, čutim, da je to z enakim navdušenjem kot takrat, ko sem odhajal prvič, in to je nekako dober znak. Prvič je bilo leta 75. Tako je. To je bila kar pomembna prekretnica v vašem življenju. Pomembnejša, kot sem si mislil, ker sem šele kasneje spoznal, kako zelo pomembna zame je bila. Dejstvo je, da sem bil takrat pri 23 letih najmlajši član 6., takrat smo jih še šteli, jugoslovanske himalajske odprave, ki je imela za cilj splezati na 5. najvišjo goro sveta, torej Makalu, in to po novi, torej prvenstveni smeri. Meni je nekako uspelo, kot še ostalim 6 kolegom, doseči vrh gore in tudi se srečno spustiti nazaj v dolino. In takrat seveda se mi je zdelo, da sem presegel najbolj drzne otroške sanje, ali pa mladostniške, ali pa gorniške sanje, s tem, da mi je uspelo splezati na 8000-ak. Šlo je namreč za prvi slovenski 8000-ak, takrat tudi še jugoslovanski, seveda, in za enega popolnega zelenca, kar sem jaz takrat bil, da sem dosegel vrh, je bilo pravzaprav nepredstavljivo. Ampak to, kar se je takrat zgodilo, bila, kot pravim, nezavedna prekretnica v mojem življenju, tudi gorniškem, kajti takrat so me začeli zanimati predvsem najvišje gore našega planeta, torej vse tiste, ki segajo več kot 8000 metrov visoko, in lahko rečem, sem se kar četrt stoletja ukvarjal praktično samo z njimi. V tej knjigi Križ čez Nepal pravzaprav opisujete pot od severa proti jugu in od zahoda proti vzhodu. In na tej poti tudi opisujete vse te vaše vzpone. Tako je. V bistvu knjiga povzema vse moje doživljanje Nepala. Nepal je seveda leži v osrednjem delu Himalaje, čeprav Himalaja je potem še precej daljša, čez Kitajsko in Indijo vodi tudi do Pakistana na zahodu. Ampak ta moj križ čez Nepal je dejansko povzetek vseh mojih doživljanj te izjemne dežele. In seveda ideja, da bi jo pa prehodil res od vzhoda do zahoda in od severa do juga, je pravzaprav nastala pred dobrimi 10 leti, tam 12 mogoče, leta 2011, se mi je zazdelo, da bi vse tiste že prehojene poti skušal povezati v nekakšno smiselno celoto. Drugače nisem prav zelo sistematičen človek, daleč od tega, ampak veliko lažje pa mi je, če tiste stvari, ki so meni pomembne, nekako osmislim, najdem neko rdečo nit. In ta ideja za sam križ je pravzaprav nastala kasneje. Z veseljem sem jo tudi objavil, zaradi tega, ker so bili tiste najzahtevnejši deli seveda že za menoj. In sem potem pričakoval, da bom enkrat to brez težav speljal. To je res tak zelo unikaten križ čez deželo, namreč določil sem 4 točke, južno, vzhodno, zahodno in pa severno, ki jih moram doseči, ali s hojo ali pa s plezanjem, nikako ne z vožnjo. Skratka, lahko rečem, da sem vsak meter Nepala po teh točkah res prehodil ali pa preplezal, ampak te točke so 200 take zelo, dostopne vsakomur. To je mesto Džogbani na nadmorski višini komaj 67 metrov nad morjem, to je na indijski meji. Tudi Hilsa, naselje na tibetanski meji, najbolj zahodna, leži na višini 3600 metrov, kar je za povprečnega gornika pravzaprav brez težav dosegljivo. Bolj sta pa problematična najbolj severna in vzhodna, kajti najbolj severna je vrh Makaluja, 8481 metrov visoke gore, 5. najvišje na svetu, medtem ko najbolj vzhodna je pa vrh Kangchenjunge, to je pa 3. najvišja gora na svetu in meri kar 8586 metrov. Vmes na teh poteh sem splezal še na 6 drugih 8000-akov v Nepalu, tako da je, lahko rečem, pot nekako res kar unikatna. Običajno
gledalci, javnost izve samo za končni rezultat, da so alpinisti splezali na vrh. Pred tem dogodkom, pred to konico, pa je ogromno dela v samem prihajanju do vstopne točke. Naprimer, za odpravo na Everest leta 1979 ste imeli kar 20 ton hrane in 800 tovornih paketov. To je ogromno, ne? Ogromno, ja, to je bila dejansko največja naša odprava vseh časov. To je bilo tudi malo pogojeno z razmerami v Nepalu. Ne? Takrat, v tistih časih, leta 75-79, ko omenjate Everest, se v Nepalu ni dobilo praktično ničesar in se je bilo treba čisto vse, tako rekoč od spodnjih hlač do cepinov, vse prinesti v Nepal, plus vso hrano seveda, ne samo za nas, tudi za šerpovske pomočnike, torej tiste plezalce, domačine, ki so nam pomagali nad baznim taborom, in zato so bile to take ogromne številke. Z leti se je potem Nepal toliko razvil, da danes lahko v Nepal na odpravno 8000 odpotujeva tako, kot so dela napravljena tule v studiu. Ne. Vse ostalo bova lahko nakupila in dobila v Nepalu in odpadajo pravzaprav vse težave s transportom, pošiljanje opreme s kargom in tako naprej. Skratka, osupljivo lažje je zdaj, kot je bilo v tistih časih. Ta prihod do baznih taborov pa je bil tudi lepa priložnost za spoznavanje podeželja največ. Seveda, jaz sem nekako še danes in nisem čisto na jasnem, kateri del himalajske odprave mi je ljubši, ali tisti, rekel, profesionalni, ko plezamo na goro, ali pa ta prihod do vznožja gore. Ne? In to je časovno nekako skoraj podobno. Ne? Recimo pod Makalu smo leta 1975 hodili 18 dni, ravno toliko pod Everest, leta 1979 na Kangchenjungo, leta 1991 tudi okoli 3 tedne, ne? Torej v eno smer, pa potem še nazaj. Ne? Podoben čas potem porabiš gor, drugače pa, ko ste na začetku omenjali, kaj je tisto doseči vrh. Ne? Aleš Kunavar, legendarni vodja naših odprav, nam je na začetku pripovedoval, rekel, fantje, na himalajski odpravi samo 30% alpinizma. Vse ostalo je pa seveda organizacija, priprave, zbiranje denarja, pakiranje, kot ste rekli, logistika, da prideš do vznožja. Ne? In to smo potem zelo dobro okusili na lastni koži, da je to dejansko res. Najbrž pa je res tudi to, da je ta alpinizem tako na meji med življenjem in smrtjo? Ja, torej govoriva o tistih res ekstremnih dogajanjih v tako imenovanih ekstremnih višinah, tako rekoč v smrtni coni, tam nekje nad 7000 metri. Ne. Je to res, ampak zakaj je to tako privlačno za nas, ki se ukvarjamo s tem? Ne? Nikjer drugje na svetu, v nobenih gorah ni tako ekstremnih pogojev, kot so ravno v Himalaji, kar pomeni, da ne samo še kjer, recimo na Antarktiki, bi našel še enako nizke temperature, ne? Ampak na Antarktiki recimo je dovolj kisika v zraku, ne? Ker so gore segajo do 5000 metrov. Ne? Medtem ko v Himalaji, tiste, ki segajo več kot 8000 metrov visoke, so pa v takem pomanjkanju kisika, ga pa ni nikjer drugje na svetu. In zato moje osebno mnenje, da so pravzaprav največji dosežki vezani na tiste najbolj ekstremne situacije, to pa je Himalaja. Vaši uspehi slovenskih alpinistov so, lahko bi rekli, tako zlatimi črkami zapisani tudi v svetovni alpinizem. Ime Slovenija, sami ste to zapisali v knjigi, izgovarjajo v svetovnem merilu z velikim spoštovanjem. Ja, to drži, še toliko bolje pa nekako navdušujoče, da smo mi kot popolni himalajski anonimneži, šele leta 1960 imeli prvo odpravo v indijsko Himalajo. In seveda, ker se moraš učiti na ramenih tistih, ki so bili pred tabo, nam je uspelo v 15 letih, do leta 1975, ravno ta naš Makalu, torej prvi slovenski 8000, smo s tem vzponom pa dosegli ta svetovni himalajski vrh in se kar dobro držali v njem. Recimo, če so bili v 50 letih tam vodilna nacija, recimo Avstrijci, ki so splezali na 6-8 tisočakov, kot prvi na svetu, pa Angleži, Francozi, Japonci skozi leta, v 80 letih recimo Poljaki, so 90 leta prejšnjega stoletja pa pripadala prav Slovencem, ker smo takrat dosegli res izjemne uspehe.
pa to zdaj ne rad nekako primerjam ali pa govorim, pa hvalim pač svojo branžo, ne. Ampak že en podatek je zanimiv, ne, od leta 1991, ko je svetovna alpinistična srenja začela podeljevati te zlate cepine, kar je nekakšen alpinistični Oskar, smo jih Slovenci osvojili, da na pamet govorim, ampak 10, no, daleč največ med vsemi nacijami, ne. Pa še en podatek je morda zanimiv, ne, Reinhold Messner, eden vodilnih svetovnih plezalcev in lahko rečem himalajska avtoriteta številka 1, je v prelomu tisočletja izdal knjigo V velikih stenah Himalaje, nekako zbral je noter 32 vzponov tistih najboljših, kar se je zgodilo v prejšnjem stoletju v teh velikih himalajskih stenah. In ti vodilni narodi so imeli po enega, po dva, po 3 vzpone, na drugem mestu so bili prepričljivo Poljaki s 5, na prvem pa brez, kot se reče, konkurence Slovenci z 8, ne. Kar pomeni, da je od tistih 32, torej četrtina jih je pripadlo Slovencem, ne. To pa so podatki, ki na nek način navdušujejo, ali pa če se malo pošalim, če sem kdaj malo slabe volje zaradi tega vsakdanjega življenja, doma se na to spomnim, pa sem takoj boljše volje. Lepo, sami v knjigi pravite tudi to, da je Nepal za vas dežela največjih uspehov, pa tudi največjih razočaranj in tragedij. Razočaran nikoli, tragedij pa. To pa je res, kajti na teh mojih himalajskih odpravah mi je umrlo kar 700 plezalcev, ne. Torej, 7-krat sem se vrnil brez ljudi, s katerimi smo odpotovali skupaj, tako rekoč z Brnika ali pa saj iz Katmanduja proti goram, in smo se potem brez njih vrnili nazaj, ne. To pa je boleče in v tej mojem videnju, recimo himalaizma, ne, to je en del alpinizma pravzaprav, je zame to nekaj najlepšega, najbolj privlačnega, najbolj osrečujočega, lahko rečem, v tem gorniški karieri, pa tudi samopotrjujočega, ne. Edina napaka tega ali pa črna pika je, da je vrhunski himalajizem izjemno nevaren, ne. In ta podatek pravzaprav govori sam po sebi. Kako je vaša družina doživela smrt vašega brata v švicarskih Alpah? Že predtem, ne? Ja, no, saj to je bilo pa tisto, ne. Jaz sem imel star 18 let, moj brat je bil starejši, pri 22 se je zgodila ta tragedija, ki je bila pa popoln šok ne samo za družino, tudi tako, zame osebno, ne. Sem mislil, da se smrti dogajajo drugim, ne, da smo mi, ne vem kaj, da smo neumrljivi, ne. In takrat je bilo to zdaj tako kruto soočenje. Imel sem še dodaten problem, ker sem jaz začel plezati prej kot brat, namreč kljub temu, da je bil starejši, bil takrat ravno v vojski, torej služil vojsko. Jaz sem začel in sem mu potem tak posredno slab občutek, da sem ga jaz tudi potem, ko se je vrnil, upeljal v to, no. In takrat sem se tudi staršem obljubil, da ne bom več plezal, ne. Ampak vem, da sem zdržal pol leta, no. Potem je bila očitno ta želja, ne vem, zasvojenost lahko na nek način tudi preprosto premočna. In od takrat naprej ne dajem več obljub, ki presegajo moje hrepenenje. Če samo preletiva seznam pokojnih vaših soplezalcev, iz leta 1979 je umrl takrat šerpa Angpu, na nasloju leta 1983 najzaplotnik Ante Bučan, leta 1986 je bilo 13 mrtvih na K2, to so podatki iz vaše knjige. Leta 1989 Dime Iljevski na Everestu, nekaj dni pozneje še 5 Poljakov, leta 1991 Jože Rozman in Marija Frantar, leta 1993 na K2 Boštjan Kekec, to so žalostne zgodbe, ne? Strahovito žalostne, ki se te nekako dotaknejo do veliko bolj, kot bi pričakoval. Ker dejstvo je, mi smo seznanjeni s tem, oziroma to razumemo, se tudi malo, psihično skušamo pripraviti na to, da se lahko komu kaj zgodi, ampak vsa ta psihična priprava razpade takrat, ko se to zgodi, no. Sam celo trdim, da so te smrti pravzaprav je vsaka hujša, ne, se ne navadiš nanje, no, in jaz sem, bilo je to grozno in sve od leta 1993, saj
na torej mojih odpravah, kjer sem da bi bili člani, da mi še kdo umrl, se ni več zgodilo in verjamem in upam, da bo tako tudi vnaprej. Jeseni leta 1996 ste v Himalajo peljali tudi ženo Mojco in 3 otroke Nejca, zaplotnika. Tako je. To je bila mogoče ena najbolj takih, rekel, ganljivih zgodb mojega himalajskega življenja, kajti še daleč od tega, da bi Himalajo doživel samo kot tiste uspehe na nekih vrhovih, ampak mene so vedno zanimali pač ljudje, ki se s tem ukvarjajo, tudi na uspehe, ki smo jih dosegli. Se najprej spomnim, s kom sem jih dosegel, ne pa kaj smo splezali. In seveda takrat, ko se je leta 1983 ta tragedija zgodila, sem jaz v tisti nemoči, ko smo Nejca pač vendarle saj našli, Anteja ne, ker je ostal pod tistimi ledenimi bloki, smo ga prinesli na rob ledenika, ga tam pokopali in so nekako v tisti bolečini mu skušal mrtvemu prijatelju, sem mu obljubil, da mu bom pripeljal na grob njegovo družino, če bo kdaj priložnost. Tista obljuba nekakega obupa ali pa neke samotolažbe, ki pa se je kasneje uresničila, ko so otroci pač zrasli, ko se je tudi Mojca odločila, da bi pa vendarle to poskusili, smo to lepo izpeljali in to je mogoče ena mojih osebno zanesljivo najbolj ganljivih zgodb, ki so se odvile v Himalaji. Med himalajskimi sopotniki ste imeli tudi nekaj Idrijčanov. Boris Sedej je bil alpinist, mislim, da sta bila skupaj na K2 leta 1993. Tako je, torej sploh imam zelo lepe spomine na vse fante, ki iz tega okolja prihajajo, tudi Slavko Svetičič je tudi iz neposredne bližine. Z Borisom sva pa res doživela K2 v vsem tistem zmagoslavju, nažalost pa tudi v veliki tragediji. Skupaj sva bila v taboru 4 na višini 8000 metrov v strahovitem viharju, v katerem je kasneje zaradi višinske bolezni Boštjan Kekec umrl. Mi ostali smo se pa komaj izvlekli, nekateri z ozeblinami, tudi Borisu se je to zgodilo, nekateri snežno slepoto. Skratka, strahovito trda življenjska preizkušnja, ki jo seveda ne pozabiš nikoli v življenju in ki te na nek način zaznamuje do te mere, da seveda ne mine dan, pravzaprav se ne bi na te stvari spomnil in tudi na Borisa, čeprav se že nekaj let nisva videla, ampak če se bova je tako, kot da so se včeraj. Pomemben sodelavec na teh odpravah je tudi zdravnik, Damjan Meško, tudi na pol Idrijčan, bomo rekli, častni občan, je bil vaš sopotnik na številnih himalajskih poteh. Ja, zanimiv podatek je tudi tak, na nek način zgodovinski, pa je malokrat objavljen. Z Damjanom sva prvič skupaj na odpravi leta 1975, ko smo plezali na Makalu in ga tudi preplezali, in 20 let kasneje, ko smo Slovenci zaključili ta projekt 14x8000, so bila tudi skupaj, ko smo dosegli zadnjega, torej Annapurno, in sva edina 2 člana, ki sva bila na prvi zraven in na zadnji, ko smo ta projekt 14x8000 zaključili. Bili ste v Himalaji več kot 50krat na tem območju in leta 2015 ste tam doživeli tudi potres in to zelo močen potres. Ja, ta potres je bil pač, kot pravim, Himalaja je polna presenečenj. Ko že nekaj misliš, da bo, ali pa predvidiš, glede na izkušnje, ki jih imaš, kako bodo stvari tekle, te marsikaj totalno preseneti, tako kot je bil ta potres, ki je bil enake jakosti kot tale pred dnevi v Turčiji. Takrat sicer v Turčiji je umrlo veliko več ljudi, ker je bolj naseljeno področje, v Nepalu jih je takrat umrlo 9000. Mi smo bili pravzaprav na najhujšem področju, celo v epicentru je bilo manj podrtih zgradb kot pa tam v Langtangu, kjer smo bili mi, to je pa zaradi terena takšnega. Tam je bilo 74% zgradb se je podrlo, ampak kakorkoli, mi smo tisti potres doživeli in hvala Bogu preživeli. Se 4 dni potem reševali nekam kolikor toliko na varno, saj hvala Bogu smo bili praktično nepoškodovani. In takrat, ko smo se vražali čez tisto strahovito opustošeno področje, to je tako kot bilo od Kranja pa do Idrije vse podrto in čez tako smo se reševali. In takrat sem si obljubil, da bom tem ljudem, če se izvlečemo, skušal na nek način pomagati.
In po letu 2015 sem se lansko jesen že 12-tič vrnil na ta področja, torej tudi zaradi teh svojih drugih projektov, ki sem jih imel, ampak vsakič so zbrano pomoč, ki jo dobim v Sloveniji, odnesem dol in jo razdelim tem ljudem neposredno v roke, torej brez kakršnekoli posrednikov, kajti točno vem, kje smo se takrat vračali in jim na nek način skušamo pomagati. Leto 1989 pa je bilo za vas in za vašo družino tudi nekaj posebnega. Tisto leto ste splezali na, mislim, da 4-8 tisočake. Tako je, ja. In opravili tudi poroko. Povejte nam to zgodbo. Ja, to je zelo lepa zgodba. Skratka, v času od 5. novembra 1988 pa do 20. oktobra 1989, torej v razmaku manj kot enega leta, mi je uspelo stopiti kar na 4 več kot 8000 metrov visoke vrhove, kar je še danes pravzaprav zelo lep dosežek. Tudi zaradi tega, ker danes dovoljenja lahko pridobivaš bistveno hitreje. Takrat smo morali pol leta čakati, da so nam dovolili splezati na te vrhove, zato se je tudi to tako zelo razvleklo, ne. No, ampak kakorkoli, takrat so padli nekako skupaj, na vseh sem bil k sreči uspešen in kot nekakšna pika na i ali pa češnja na torti, ali kako že temu rečejo, me je takrat v Katmanduju pričakala, da smo odpravo dokončali moja Cvetka in takrat sem si obljubila, ko sem odpotovala dol, če ji bo Nepal vsaj pol toliko všeč, kot je meni, se bo tam poročila in očitno ji je bil. Po nepalskih zakonih mora žena v 4 letih roditi sina. V 5. Ja. To se je vam posrečilo? Ja, če tako rečem, seveda, v bistvu ženi se je posrečilo, ker tam imajo take zakone res smešne, da če žena ne rodi v 5 letih sina, ima mož pravico vzeti drugo ženo in ta prva mora skrbeti potem tudi za to drugo in za celo familijo. No. Kot pravim, nama se je sin Matija rodil, mislim, da 6 ali 7 mesecev pred iztekom tega skrajnega roka. 6-krat ste bili v Nepalu tudi kot član snemalne ekipe, pripravljali ste televizijsko serijo Velikani Himalaje. Takrat ste spoznali ta filmski način dela tudi z druge strani, ne? To je res, čeprav moram reči, da je moj soplezalec himalajski, kasneje leta 1979 prvič na Everestu, Stipe Božič, ki je bil delal tudi za hrvaško televizijo. Tako da sem jaz skozi nekako sem malo poznal vsaj te načine snemanja. Res pa je, da ta serija, ki smo jo delali za televizijo Slovenija od leta 2006 do 2013, torej v 8 letih smo naredili teh 14 filmov, 50-minutnih o najvišjih gorah sveta, so mi izkušnje odprej že nekako prišle prav, kasneje sem pa tudi, nisem čisto nedomač v tem reku televizijskem žanru, ne glede na to, na kateri strani sem, ali tam se snema, ali pa tam zadaj, kjer se snema. Zelo domač in bi rekel uspešen ste tudi pri fotografiranju, tudi knjiga ima obilo odličnih fotografij, ne samo dokumentarnih, tudi nekaj prav, bi se lahko reklo, umetniških posnetkov. Ste zadovoljni s tiskom? Sem, seveda, ampak samega sebe nikakor ne ocenjuje kot nekega dobrega fotografa, daleč od tega. Jaz sem začel fotografirati zato, da sem beležil tiste stvari, ki so se meni zdele pomembne in jih ne bi rad pozabil v življenju. In potem tako malo v šali rečem, da če pa narediš na odpravi 1500-2000 posnetkov, pa ni vrag, da ne bi bil vsaj 10-15 dobrih iz tistega. In sem vesel. Ena taka lepo priznanje mi je dal Arne Hodalič, naš znani fotograf, ki je res vrhunski mojster. Ko smo se pogovarjali na eni od teh mojih predstavitev, tudi fotografij, sem rekel, seveda se ne moram primerjati z Arnem Hodaličem, res pa je, da jaz pa lahko splezam na lokacije, na katere pa on ne more. In je tako zelo džentelmensko odgovoril, da tudi marsikakšni sliki pravzaprav ni kaj reči ali pa kritizirati. In to mi je bilo veselje. V zadnjih 26 letih ste vodili tudi, mislim, da okrog 30 trekkingov. To so nekoliko manj zahtevni pohodi. To je v bistvu, če bi tako rekel, odprave so alpinizem, trekkingi so pa planinstvo. Trdim, da je, če odvzameš to višino, so ti pohodi po vznožju Himalaje, vznožju se pomeni
da se vseeno vzpneš do višine 5000 in več metrov, ne, da so celo manj zahtevni kot pa hoje recimo po naših gorah, ne, torej Julijskih Alpah, Kamniških, ne, ker je tam več možnosti, da hodiš počasi, več možnosti, kjer se da prenočiti, kjer se da dobiti kakšno hrano. Tako da tisto smatram bolj kot ne za tak najlepši del, no, teh himalajskih popotovanj in se ti zdi, kot da hodiš skozi raj, ne. Je pa res, da v Sloveniji pa seveda v besedi Himalaje ljudje tako malo, še vedno so zadržani, otrpne kot prispodoba nečesa najhujšega, ne. To sploh ne drži, kot pravim, do višine 5000 metrov je to ena sama milina, ne. Tam nad to višino pa seveda se pa začnejo pa tiste zgodbe, ki pa so res ekstremno zahtevne. Veliko časa najbrž posvetite tudi pisanju, urejanju spominov. Podpisali ste se pod 18 knjig, to je kar lepa bira. Ja, za človeka, ki ni nekako verziran pisatelj, se mi zdi, da kar, pa ne vem, mogoče sem že dolgo na svetu, ne, zato se je toliko, res pa je, da se je veliko stvari nabralo mi v življenju in zdajle pa lahko tudi povem, no, da pripravljam pa mogoče tako zadnjo veliko mojo knjigo, ne, gre namreč za to, da bom skušal v njej povzeti vseh mojih 33 odprav v najvišja in najbolj oddaljena gorska sveta. Mislim, da bo išla proti koncu leta, zdaj sem nekje na 2/3, ampak dodatno sem pa zelo vesel, da sem že dobil človeka, ki bo napisal predgovor v knjigo in to bo seveda moj alpinistični kolega Reinhold Messner, ki jo ne napiše vsakemu, no, in sem nekako tega dodatno vesel in se pravzaprav zelo veselim. Zapisali ste besede, končal sem potovanje, torej se ne odpravljate več v ekstremne višine. Res je, tudi ta moja odprava, ki sem jo dokončal pravzaprav lansko jesen, ko smo z odpravo na jubilejno odpravo, pravzaprav na 7000 metrov in še nekaj visokih Himlung, to je bil prvi slovenski vzpon na to goro, sem nekako zaključil to obdobje mojih odprav, ne. Jasno je, da bom še hodil dosti v Nepal, ampak takrat se mi je zazdelo, da je nekako pa čas, da vso tisto srečo, ki sem jo imel v gorah, ne glede na znanje, ki ga imaš, ni treba še dodatno izzivati, pa tudi spodobno je, da mladi nekako prevzamejo stvari. Ta prenos tega našega znanja, recimo, ne vem, koliko so ga tam mladi sploh rabili, ampak je bil očitno zelo lep, kajti 5 jih je takrat doseglo vrh, 4 so odsmučali z njega in kaj bi si hotel želeti še lepšega. Meni se je zdelo, da je to tak krasen trenutek, da te odprave spet pospravim nekako malo v svojo podstreho, malo pa tudi v še eno lepo novo knjigo. Vike Grošelj, želim vam, da bi napisali res še kako knjigo ali dve. Hvala za ta pogovor in hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam za povabilo. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.